Nebo nad ameriškim pacifiškim severozahodom je v plamenih, natanko ob 5:09 zjutraj. 3 EMP eksplozije na veliki višini uničijo satelite. Celotno električno omrežje zahodne obale ugasne, telefoni prenehajo delovati. Pametni avtomobili postanejo drage opeke. To je šele začetek. Prava nočna mora se šele začenja. Desetine križarskih raket preleti Puget Sound in zadene letališča, podatkovne centre ter električne transformatorske postaje. Roj dronov brenči iz Pacifika, moti radarje in z grozljivo natančnostjo prepoznava cilje. Medtem ko se Seattle opoteka, vgrajeni ruski komandosi sprožijo usklajene napade na pristanišča in ključno infrastrukturo. Na terenu so že tedne, če ne mesece, neopazno se zlijejo z okolico, preoblečeni v pristaniške delavce. Kitajske amfibijske sile se pridružijo napadu, izkrcavajo vojake in oklepna vozila neposredno s predelanih tovornih ladij. Posnetki v realnem času se prenašajo čez Pacifik po zaslugi nadzornih balonov, ki lebde visoko nad bojiščem. Zgodilo se je nepredstavljivo. Domovina je bila napadena. Dan 04:30 zjutraj po vzhodnem standardnem času. Začne se kot vsak drug jutranji dan. Operatorji v Severnoameriškem poveljstvu za zračno in vesoljsko obrambo, NORAD, opravljajo svoje naloge. Nato nekdo opazi šibke pike, ki se pojavijo na radarskih zaslonih, ki spremljajo Pacifik. Trenutek kasneje ameriški infradeči sateliti zaznajo bliske, močne toplote. Nedvoumen znak izstrelitve raket. Računalniki hitijo z identifikacijo, odgovor pa pride skoraj takoj. Manjši in srednji balistični izstrelki ter križarske rakete, ne le ena ali dve, ampak cel val njih. In vsi so namenjeni proticelinskim Združenim državam Amerike. Rakete niso bile izstreljene z ozemlja sovražnika, prihajajo iz podmornic, ki prežijo globoko v Tihem oceanu, in tovornih ladij, ki se pretvarjajo, da so civilna plovila v mednarodnih vodah. Nihče ne razume, da to ni le raketni napad. To je uvodna poteza obsežne in usklajene rusko-kitajske invazije. Cilj je Seattle. Cilj je veliko bolj ambiciozen kot uničenje. Nameravajo zavzeti ozemlje. Želijo prisiliti ameriško mornarico, da se za dovolj dolgo umakne iz regije, da bi lahko vzpostavili oporišče. Želijo prevlado na morju. Uspešno izkrcanje pomeni, da lahko vzpostavijo napredno bazo na ameriških tleh. Alarm odmeva po vsem NORADu. Operativni center v gorah Cheyenne je poln siren in panične aktivnosti. To ni vaja. Začnejo zvoniti varni telefoni. Šifrirana omrežja so preplavljena s prometom. 2600 km stran, v Washingtonu DC, je predsednik sunkovito prebudjen. V nekaj minutah ga agenti tajne službe premikajo proti varnemu bunkerju. Pomočniki ga obveščajo na vsakem koraku. Situacija je nestanovitna. Stvari se hitro spreminjajo. Vse, kar kdo ve, je, da je Amerika napadena. Le 7 minut kasneje je odziv že v teku. Po vsej državi se enote letalskih sil in nacionalne garde hitro odzivajo v okviru operacije Plemeniti orel. To je naloga zračne obrambe domovine po 11. septembru, katere cilj je zaščititi ameriški zračni prostor. V Fort Worthu par letal F-16 zarohni po vzletni stezi in poleti v jutranje nebo, še preden sta pilota popolnoma budna. Po vsej ZDA, od Massachusettsa do Havajev, so reaktivna letala v pripravljenosti. F-15, Eagle F-22 Raptor in FA-18 z mornariških baz v zraku v nekaj minutah po opozorilu. Radarski kontrolorji jim posredujejo cilje, medtem ko hitijo proti grožnji. Njihova naloga je preprosta: uničiti prihajajoče rakete in najti vse, kar sledi. Hkrati NORAD in FAA prizemljita vse civilne lete. To je ukrep, ki ga nismo videli od 11. septembra, vendar tokrat cilj ni zavarovati nebo po napadu. Cilj je, da ga očistijo, preden se začne glavni boj. Ob 4:44 zjutraj rakete začnejo prihajati. Ob ameriški obali rušilci Aegis izstreljujejo prestreznike enega za drugim in se streljujejo prihajajoče grožnje, še preden dosežejo kopno. Nad Florido baterija Patriot, ki brani letalsko bazo MacDill, se zaklene na nizkoletečo manevrirno raketo. Nekaj sekund kasneje nebo nad zalivom Tampa eksplodira v ognjeni krogli. A ni vse ustavljeno. Na zahodni obali je napad brutalen. Križarske rakete zadenejo radarske sisteme za zgodnje opozarjanje v severni Kaliforniji in oslepijo dele obrambnega omrežja ravno takrat, ko ga poveljniki najbolj potrebujejo. Še bolj na severu, skupna baza Lewis McChord pri Tacomi v Washingtonu prejme več zadetkov. Steze so polne kraterjev. Letalske operacije se ustavijo. Pristanišče v Seattlu je tarča natančnih napadov, ki povzročijo šoke po celotni obali.
Nekaj minut kasneje močna eksplozija raztrga koridor I-5 južno od središča mesta. Nadvoz se zruši na avtocesto in ohromi eno najpomembnejših prometnih žil v regiji. Toda rakete so le del napada. Medtem ko se reševalne ekipe trudijo odzvati, se pojavi druga grožnja. Roji dronov začnejo napadati mesto. Njihove tarče niso vojaške baze. To so komunikacijska središča in centri za nujne primere. Ključni deli infrastrukture, ki držijo mesto skupaj. Ko se prvi val konča, je približno 40 sovražnikovih raket zadelo ameriška tla. Škoda je ogromna. Naftna rafinerija gori, radarski sistemi so oslepljeni, komunikacijska omrežja pa so na robu zmogljivosti. Toda strateško presenečenje ne uspe. Združene države so ranjene, vendar niso ohromljene. Ključne vojaške baze ostajajo operativne. Poveljniška in nadzorna omrežja še vedno delujejo, vendar so letala že v zraku in enote so v gibanju. Z vsako minuto imajo poveljniki jasnejšo sliko, s čim se soočajo. Amerika je pripravljena na povračilni udarec. Dan nič, 5:30 zjutraj po vzhodnem standardnem času. Ko postane obseg napada jasen, nadzor prevzame severno poveljstvo ZDA. V svojem poveljniškem središču v Colorado Springsu poveljniki začnejo usklajevati največjo operacijo obrambe domovine v sodobni ameriški zgodovini. NATO pride ukaz, ki ga noben ameriški vojaški častnik še nikoli ni slišal v resničnem življenju. DEF, DEFCON 1, najvišja stopnja vojaške pripravljenosti, zadnja stopnička na lestvici stopnjevanja. Lovska letala začnejo krožiti nad ključnimi strateškimi lokacijami, medtem ko bojne zračne patrulje zavzamejo položaje nad Washingtonom DC in New Yorkom. Drugi varujejo poveljniške objekte NORAD-a, tehnološka središča v Silicijevi dolini in polja z jedrskimi raketami raztresena po Srednjem zahodu. A pravi boj poteka v pacifiškem severozahodu. Sile, ki so na voljo za zaustavitev invazije, so omejene. Enote 7. pehotne divizije, pripadniki letalskih sil na skupni bazi Lewis McChord, nekaj ekip posebnih enot vojske. Podpirajo jih letala iz bližnjih mornariških letalskih baz. Zaenkrat so to edina obrambna linija in na kocki je vse. Najhujši ameriški strahovi so potrjeni. Kitajske in ruske čete so pristale v zalivu Elliot v Seattlu. Amfibijska oklepna vozila začnejo izkrcavati s predelanih tovornih ladij pod zaščitnim dežnikom dronov in raketnega ognja. Ruske enote Spetsnaz sabotirajo mostove in pristanišča. Prometni zamaški se še poslabšajo. Na morju se grožnja še povečuje. Kitajska letalonosilna bojna skupina je prodrla v vzhodni Pacifik, podprta z bombniki dolgega dosega in rušilci, ki se razporejajo proti jugu proti Kaliforniji. Strategija je klasična. Ugrizni in zadrži. Zasedi ključno urbano središče, prekini dostop do Pacifika in izkoristi kaos za dosego pogajalskega zaključka. Upajmo, da še preden prispe vsa moč ameriškega orožja. Ob zahodni obali se obalno-gardijske ladje in mornariške bojne ladje premikajo v položaje ter oblikujejo obrambni kordon vzdolž ključnih obalnih dostopov. Kar se je začelo kot lokalizirana izredna situacija, je zdaj usklajen pomorski obrambni napor. V notranjosti je napeto. Na Fort Braggu in Fort Campbellu sta 82. padalska divizija in 101. zračno-desantna divizija v 4-urni pripravljenosti. Enote še niso razporejene, vendar niso več v običajni pripravljenosti. Oprema se preverja in ukazi se pripravljajo za hitro premikanje. Vsaka raven ameriške vojske je zdaj vključena ali se pripravlja na vključitev. Predsednik nagovori narod iz varnega bunkerja. Oznaka ZDA pod napadom in oznaka Tretja svetovna vojna začneta prevladovati na družbenih omrežjih. Posnetki letal F-22, ki tulijo nad Seattlom, postanejo viralni. Slike uničenja na pristaniščih in porušene infrastrukture preplavijo profile in platforme. Nato pa mobilno omrežje odpove. 8 ura zjutraj. Ko se ZDA začnejo prebujati, vojaška obveščevalna služba sestavlja jasnejšo sliko. Kar se je sprva zdelo kot teroristični napad, je v resnici usklajena, večdimenzionalna transpacifiška okupacija. Sovražne sile so izstreljene s podmornic ob obali Aljaske. Ladje, ki se nahajajo v bližini Havajev, in srednjedometni bombniki, ki delujejo s Kurilskih otokov ter Kitajskih otokov v Južno-Kitajskem morju. Preusmeritveni napad že poteka čez demilitarizirano območje, pri čemer na 10 tisoče severnokorejskih vojakov prodira proti jugu. Obveščevalni podatki zdaj kažejo, da prejšnje vaje v Južno-Kitajskem morju in na Arktiki sploh niso bile rutinske. Nikoli niso bile. Bile so vaba. Vse je bilo del skrbno načrtovane zarote, da bi v ključnem trenutku ameriške letalonosilke zvabili stran od celine.
Medtem ko se je to dogajalo, so valovi kibernetskih napadov ohromili omrežja za zgodnje opozarjanje, motili satelitske prenose in motili ključne komunikacije. Za majhno, a nevarno obdobje je ameriško izvidništvo praktično slepo. To je ravno dovolj dolgo, da se napadalne flote neopazno približajo. Prvi znaki kažejo na usklajeno, tvegano potezo osi destabilizacije. Gre za poskus zavzetja Pacifika in silovitega potiskanja ameriških sil v notranjost. Toda prednost je kratkotrajna. Kljub obsegu napada, ameriška odpornost vzdrži. Protokoli za neprekinjeno delovanje oblasti se takoj aktivirajo. Globoko zakopani poveljniški centri v Cheyenne Mountain in Raven Rock ostanejo operativni. Varne linije so preusmerjene. Po začetnem šoku ZDA načrtujejo svoj odziv. Ko pride poldne, Pentagon vidi širšo sliko. Sovražne sile so zavzele Seattle. Premiki mornarice nakazujejo, da bi lahko bili naslednji cilji Kalifornijska obala ali Aljaska. Čas je, da ZDA pokažejo svojo moč. Druga flota hiti okrepiti Atlantsko obalo pred morebitnim drugim napadom. Na pacifiški fronti 3. in 7. flota združujeta sile za začetek operacije Železni podtok. To je usklajena kampanja za izrinjanje kitajskih in ruskih sil iz ameriških voda ter zaustavitev morebitnih nadaljnjih izkrcanj. F-35 vzletijo z letalom nosilk pri San Diegu in letijo proti severu. Pod njimi se P-8 Poseidoni počasi in premišljeno premikajo v lokih čez Pacifik. Ti lovci na podmornice prečesavajo oceane za vsem, kar tja ne sodi. Še bolj, v ozadju na letališču Barksdale B-52K in na letališču Ellsworth B-1K zaganjajo svoje motorje, pripravljene za izvedbo daljnosežnih napadov na amfibijska poveljniška plovila, ki bi se preveč približala obali. Na tleh je odziv prav tako hiter. Enote kopenske vojske in marincev drvijo vzdolž obale, da ustvarijo obrambni obroč okoli Seattla. Avtoceste postanejo konvojske poti in koridorji za zbiranje enot. Za njimi sile nacionalne garde po vsej Washingtonu, Oregonu in Idahu utrjujejo ključne poti. Civiliste evakuirajo z območij morebitnih spopadov. Bitka za Seattle in domovino se je začela. Prvi dan. Zadnjič se je Amerika v takšnem obsegu mobilizirala po napadu na Pearl Harbor leta 1941. Tudi takrat je bil boj oddaljen čez oceane. Tokrat ni oddaljene fronte. Seattle je okupiran, zahodna obala pa je bojišče. Predsednik se sklicuje na zakon o vojnih pooblastilih in razglasi izredno stanje. V nekaj urah vseh 50 guvernerjev aktivira enote kopenske in letalske narodne garde. Skoraj 325.000 vojakov kopenske narodne garde in 105.000 letalcev letalske narodne garde je v zvezni službi. Hrbtenica državne obrambe skoraj čez noč. Državljani, vojaki se premaknejo, da zavarujejo mostove, elektrarne, komunikacijska središča in vladne stavbe. V New Yorku se pripadniki narodne garde utrdijo za položaj s peščenimi vrečami s pogledom na reko Hudson. V Washingtonu DC se kontrolne točke množijo okoli Kapitola in Pentagona ter spreminjajo znamenitosti v nadzorovane koridorje. Toda na zahodu je občutek, kot da gre za povsem drug svet. V Portlandu so avtoceste postale obrambne linije. V Spokanu so zračne obrambne baterije nameščene okoli letališč. Od Eugena do Bellinghama so ključna križišča zaščitena. Enote se utrjujejo in čakajo. Seattle, ki še vedno gori, je postal prizorišče urbanih spopadov. Skupna baza Louis McCord je bila močno napadena prvi dan in ostaja zavzeta. Enote ZDA se trudijo zadržati fronto južno od Takome. Evakuacije civilistov se nadaljujejo, pogosto potekajo skozi koridorje, ki so pod grožnjo napadov z droni. Namen sovražnika postaja vse težje spregledati. Ukopljite se, razbijte okrepitve in pridobite dovolj časa, da vzpostavite logistično povezavo čez Pacifik. Zvezna vlada ukrepa hitro. Začnejo zasegati industrije v skladu z zakonom o obrambni proizvodnji. Gorivo se preusmeri v vojaške konvoje. Civilna letala so razstavljena za prevozne naloge. Strelivo in droni prihajajo z proizvodnih linij 24 ur na dan. Vodstvo je hitro premeščeno na varovana območja, kot sta Cheyenska gora in Raven Rock. Kongres se še vedno sestaja prek šifriranih videopovezav. Njihovi obrazi utripajo na zaslonih pod betonom in fluorescentno svetlobo. Zdi se, da je javna odločnost uspela zdržati. Za zdaj. V bližini območij napadov začnejo napetosti naraščati. Od San Diega do Salt Lakea razseljeni civilisti polnijo avtoceste in zatočišča. Sistemi začnejo dosegati točko preloma.
Policijske ure uvedejo v 48 okrožjih zahodne obale. Izbruhnejo panični nakupi in ropanje. Trgovine so izpraznjene v nekaj urah. Hrana, gorivo in druge nujne potrebščine izginejo. Družba se tam sesuva. Drugi dan. Amerika je narod ljubiteljev orožja. 393 milijonov državljanov ima v lasti strelno orožje. Po vsej državi organi pregona sodelujejo z milicami in strelskimi klubi pri oblikovanju enot za hitro odzivanje. Sporočilo je preprosto. Zadržite položaj tam, kjer ste. Ko je začetni šok zajezen, se ameriška vojska osredotoči na utrjevanje preostalih obalnih in severnih obrambnih položajev. Prednostna območja so Pacifiška obala, Aleutski koridor na Aljaski, kjer ruske patrulje dolgega dosega še naprej preizkušajo meje ameriškega radarskega pokritja, in jugozahodna meja, kjer obveščevalne službe opozarjajo na poskuse infiltracije prek tihotapskih poti, ki jih vodijo karteli. Olimpijski polotok je zaprt in spremenjen v utrjeno vojaško območje. Obalne topniške baterije so postavljene za zaprtje Puget Sounda. Enote mornariških silov in izvidniške enote marincev prodirajo na otoke San Juan, kjer preiskujejo pasti, mesta za odlaganje in vse, kar ne bi smelo plavati po kanalih med njimi. Obobarenci maskirajo protitankovske položaje v terenu. Pečine, nadvozi, mostovi in dolgi odseki avtoceste so posejani s sistemi Javelin in TOW. Helikopterske enote izvajajo stalne patrulje vzdolž avtoceste. Nizko in hitro letijo nad obalo ter opazujejo vse, kar bi lahko poskušalo prebiti glavno obrambo. Večja mesta na zahodni obali izdajo odredbe o delni evakuaciji. Seattle je pod pritiskom. Medtem se nekatera najbolj prepoznavna mesta, kot so Los Angeles, San Francisco in celo Anchorage, pripravljajo na najhujše. Na vzhodu se 10. gorska divizija premika iz New Yorka na obalo Karoline. 82. zračno-desantna divizija ostaja v pripravljenosti. Padalci spijo, kadar lahko, in čakajo na ukaz za premik. Več kot 250 tisoč pripadnikov redne vojske je nameščenih na obeh ameriških obalah, podprtih s stotinami tankov in oklepnih vozil. AWACS brezpilotna letala in sateliti so sestavili sliko bojišča. Vsi zadržujejo dih. Medtem ko se bitka za Seattle na severu še vedno odvija, sovražnik odpre drugo fronto. Medtem ko megla ovija osrednjo obalo Kalifornije, se diverzijska amfibijska sila pomikajo proti vesoljski bazi Vandenberg. Hitri čolni drsijo tik nad vodo, helikopteri pa so skoraj v stiku z valovi pod njimi. To je poskus razdelitve pozornosti, da bi povzročili oklevanje sil in preverili morebitne šibkosti vzdolž zahodne obale. Toda tokrat so ameriške sile pripravljene. Protiletalske enote razsvetlijo temo z nenadnimi izbruhi ognja. Nebo se napolni z Avengerji in prestrezniki FIM-99-2 Stinger. Nekateri helikopterji sploh ne pridejo na kopno, ampak se nad valovi spremenijo v ognjene krogle. Še dlje zunaj krožijo topniške ladje AC-130 pod tesnim spremstvom F-35, ki spremenijo pristope v smrtonosno območje, še preden se lahko izkrcavalne sile ustrezno oblikujejo. Na sipinah elementi 75. polka rangerjev prežijo v zasedi, skriti v pesku in grmičevju. Ko sovražnik doseže obalo, izbruhne kaos. Minometi obstreljujejo obalo, strojnice prečesavajo obalno črto. Potrebni sta le 2 uri, da je boj končan. Medtem ko ranjene evakuirajo z obale, preživele sovražne vojake odpeljejo v vojaško pridržanje. Prve zaslišanja začnejo kazati drugačno sliko. Sedež napada je v Seattlu. To je nameren poskus zavzetja večjega ameriškega mesta, oskrbovanja preko morja in njegove pretvorbe v dolgoročno točko pritiska. Sovražnik želi razbiti logistiko, pozornost in moralo vzdolž zahodne obale. Manjši izkrcavanja bodo morda še naprej preizkušala obalo, toda glavni cilj je Seattle. Severno poveljstvo ZDA odgovori enako. Prva marinska divizija se premakne proti območju Los Angelesa. Tretja pehotna divizija se premika proti zahodu iz Georgije. Oklepna vozila nalagajo na vlake in ladje, dolga logistična veriga pa oživi s hitrostjo vojnega časa. Na celotni pacifiški fronti se zračne obrambe okrepijo. Baterije Patriot in THAAD obkrožajo Los Angeles in San Diego. Bojne zračne patrulje krožijo nad Pacifikom in zagotavljajo neprekinjeno prekrivajočo se pokritost. Udarne skupine letalonosilk Carl Vinson, Theodore Roosevelt in Abraham Lincoln se razporedijo po Pacifiku in iščejo drugi in tretji val napadov. Dodatne letalonosilke se usmerijo proti Havajem in Guamu, da preprečijo sovražnikove okrepitve. Toda Amerika ni sama. Zavezništva se začnejo utrjevati. Kanada je prva, ki v celoti zagotovi operativno podporo svoji sosedi.
Lovci CF-18 iz Vancouvra izvajajo bojne zračne patrulje. NATO-vske radarske enote prispejo iz Evrope in razširijo nadzorni sistem čez pacifiške pristope. Japonski rušilci pomorskih sil samoobrambe se pridružijo ameriškim mornariškim silam, da začnejo čistiti in nadzorovati osrednji Pacifik. Vojna ni več lokalna. Več kot 500 000 ameriških vojakov zdaj deluje po vsej državi. Redna vojska, nacionalna garda in rezervisti, skupaj z vsemi 3 marinskimi divizijami in številnimi oklepnimi formacijami. V zraku skoraj 1500 lovskih letal polni ameriško nebo in izvaja neprestane zračne patrulje. Na morju več kot 100 vojnih ladij in 60 podmornic tvori trd obroč okoli celine. To je železni obroč, ki postaja z vsako uro gostejši. Sistemi za obrambo pred izstrelki pokrivajo ključna območja, medtem ko integrirano omrežje NORAD nadzoruje neprekinjeno sliko bojišča. Napad presenečenja je spodletel. Seattle se še vedno drži, vendar je odrezan in izčrpan pod stalnim pritiskom. Okrepitve se ne morejo več prebiti. Pomorske poti se zapirajo za napadalci. Tisto, kar naj bi bil oporni položaj, zdaj vse bolj izgleda kot past. Potem, ko so odbili začetni napad in stabilizirali obrambne linije vzdolž zahodne obale, se ameriška strategija spremeni. Čas je za protinapad. Enklava v Seattlu se drži. Za zdaj so sovražne sile izolirane za ameriškimi linijami, 100 milj stran od zanesljivih okrepitev. In na morju se situacija začne odločilno spreminjati. Prednost domačega terena se začne kazati. Ameriška logistika se okrepi. Železniške proge, avtoceste, skladišča in prednje baze vse oskrbujejo fronto s hitrostjo, ki napadalec ne more slediti. Tisto, kar je sprva izgledalo kot nenaden, premočan udarec, zdaj naleti na realnost vzdržljive industrijske zmogljivosti. Rusko-kitajska igra na srečo začne izgledati drugače. Zdi se kot pretirano raztezanje. Na podlagi lekcij iz pacifiških kampanj II. Svetovne vojne, ZDA preidejo iz zadrževanja na sistematičen pritisk. Ne samo, da bi zadržali fronto, ampak da bi bojni prostor skrčili, nato pa ga izbrisali. Ko je to opravljeno, se lahko obrnejo proti Pacifiku in ga spremenijo v pokopališče za vse dodatne sile. Obzorji Amerika sprosti pekel. Bombniki B-2 Spirit iz 509 bombniškega krila poletijo z letalske baze Whiteman. Njihova naloga je uničiti sovražnikovo plavajočo poveljniško strukturo ob zahodni obali. V zračni prostor nad Pacifikom zdrsnejo kot duhovi, skoraj nevidni za radar. Spustijo natančne JDM bombe neposredno na 2 kitajski in ruski poveljniško-nadzorni ladji. Daleč pod njimi se B-1B Lancerji iz DFB hitro in nizko približujejo z južne strani. Na razdalji sprostijo svoj tovor v usklajenem valu in pošljejo protiladijske rakete dolgega dosega, ki drvijo po površini oceana proti spremstvenim skupinam in transportnim formacijam, ki poskušajo zadržati obroč. Napadalne podmornice razreda Virginia in Los Angeles so že v položaju blizu Havajev in Kanalskih otokov. Križarske rakete izbruhnejo iz globin in napadajo mornariške cilje ter improvizirane logistične platforme na morju, ki so začele oskrbovati oporišče v Seattlu. Ob obali ima USS Zumwalt, ki so ga dolgo kritizirali zaradi začetnih težav, svoj trenutek v boju. Ko se sovražna plovila približujejo obali Oregona, Zumwalt izstreli hiperhitre izstrelke, ki raztrgajo trupe, še preden dosežejo obalo. Sovražnik je premočno oborožen, obkrožen in mu zmanjkuje možnosti. Dopoldneva so sovražna plovila v plamenih. Ladja za ladjo se na infrardečih posnetkih pojavlja kot goreče silhuete. Nekatere ladje prelomijo formacijo, druge so negibne na vodi, nekaj pa se jih je že popolnoma umaknilo v begu. Skrbno sestavljena invazijska flota se začne pod vztrajnim pritiskom iz več smeri lomiti. Sovražnikova letalonosilka prejme več zadetkov in izgubi sposobnost manevriranja. Počasi začne nevarno nagibati, medtem ko se njene spremljevalne ladje v zmedi oddaljujejo. Druge so transportne ladje, ki prevažajo težko opremo za nadaljnje izkrcavanje blizu zaliva Kus, zadete, še preden se lahko približajo cilju. Potek bitke se je popolnoma spremenil. Sovražnikova pacifiška flota ne napreduje več, temveč se razpršuje, gori in poskuša preživeti. Kljub pomorskemu zlomu ob obali, ostanek sovražnikovega načrta izvede še bolj obupan manever. V zadnjem poskusu, da bi rešili pobudo, okrepljena sovražnikova mornariška brigada pristane na plaži Huntington, tik južno od Los Angelesa. Desantna plovila in nizkoprofilni zračni čolni drvijo skozi valove pod zaščitnim ognjem.
Eksplozije vzdolž promenade, dim se vali proti notranjosti, medtem ko vojaki derejo na pesek in prodirajo v obalni pas. Za kratek, kaotičen trenutek pridobijo nekaj ozemlja. Obalni hotel je zavzet, sovražni signali pa se pojavijo iz njegovih zgornjih nadstropij. Ob pacifiški obalni avtocesti se oklepne enote začnejo premikati naprej in preizkušajo globino prodora. Videti je, kot da bi se lahko drugo mostišče obdržala, vendar iluzija uspeha hitro izgine. Prva marinska divizija, ki ima bazo le 60 milj južno, se premakne prva. So hitri, usklajeni in premočni. Enote kalifornijske narodne garde okrepijo iz ozadja, medtem ko elementi M11 Abrams prihajajo s severa, formacije Stryker pa zaprejo vzhodne pristope. Nad vsem tem helikopterji Apache patruljirajo koridor na nizki višini, medtem ko AC-130 krožijo ob obali in vsako poskus gibanja spremenijo v sledeno, propadajočo mrežo ognja in protiofenzive. Do noči je vdor zadušen, kar ostane je izolirano in hitro pometeno blok za blokom. Nekaj obupanih upornikov se zateče v parkirne hiše in trgovino CVS, vendar jih marinski ognjeni oddelki do jutra nevtralizirajo. Droni posnamejo posledice in jih posredujejo po poveljniških kanalih. Tihi sprehajališči, zapuščeni položaji in z zadrgami zvezani ujetniki pod stražo. Posnetki so klinični, odtujeni, že obdelani v poročila namesto v naslove. To je prvič po letu 1814, da je tuja kopenska sila dvignila svojo zastavo nad večjim ameriškim mestom, a to ne traja dolgo. Posledice. Prvi teden. Ko je domovina zavarovana, se obramba spremeni v napad. Podmornice razreda Ohio, ki so že nameščene v Tihem in Atlantskem oceanu, prejmejo dovoljenje za izstrelitev. Iz skritih lokacij začnejo usklajen val napadov s Tomahawk raketami na ključno vojaško infrastrukturo po celotnem pacifiškem omrežju sovražne koalicije. Pomorski objekti, radarske postaje, letališča in logistična središča, ki segajo od Južno-Kitajskega morja do Ruskega daljnega vzhoda, so uničeni. Hkrati formacije B-52, ki delujejo z baz na Guamu, Diego Garcia in celinskih Združenih državah Amerike, izvajajo udarne misije dolgega dosega. Njihova obremenitev se razlikuje glede na cilj. Natančno strelivo za utrjene cilje, skupaj s paketi psiholoških operacij, ki opozarjajo sovražne civiliste na to, kar so povzročili njihovi voditelji, in jih pozivajo k predaji. Ameriško kibernetsko poveljstvo začne napad. Na več frontah sovražnikove komunikacije odpovejo. Ameriške podprte uporniške skupine znotraj sovražnikovih meja dobijo nov zagon in ambicije. Medtem specialne enote izvajajo operacije na otokih San Juan in vzdolž polotoka Olimpik. Uničijo preostale opazovalne in infiltracijske točke. Na Aljaski enote vojske izločijo osamljene ekipe Specnaz, ki poskušajo preživeti v surovem odročnem terenu. Korak za korakom začne sovražnikova sposobnost usklajevanja in organizacije pešati. In prvič od začetka konflikta pobuda ni več sporna. Aktivno jo potiskajo navzven. Tok vojne se je končno obrnil. Fronta v Seattlu je zdaj dejansko izolirana in nevzdržna. Okrepitve so odrezane, streliva zmanjkuje. Zračno oskrbovanje ni več mogoče zaradi ameriške prevlade v zraku. Mejšne skupine sovražnikovih vojakov se začnejo predajati, medtem ko se drugi umikajo v utrjene položaje in se pripravljajo na velik napad, ki pa nikoli ne pride. V ozadju se sporočila prenašajo prek posrednikov. Sovražnik postavlja trd ultimat. Odnehajte ali pa boste nosili posledice. Jedrski arzenal za zdaj ostaja nedotaknjen. Za zdaj. Drugi teden. Zahodno obalo, ki je zdaj stabilizirana, in zajezitvijo invazije na Seattle, Združene države prehajajo v naslednjo fazo. Poskušajo vzpostaviti trajno obrambo, popolno industrijsko mobilizacijo in odstranitev vseh preostalih groženj. Domovina še vedno nosi sledi začetnih napadov. Pristanišča so poškodovana, mostovi so zvita kovina, izložbe trgovin so zaznamovane z ognjem, a zagon se je spremenil. Poudarek ni več na preživetju. Zdaj gre za nadzor. V opustošenem skladišču na obrobju Tacomaja narednik marincev prešteva preostalo strelivo. 3 nabojniki. Pokliče poveljstvo po radiju. Povejo mu, da prihaja pomoč. Naj drži položaj. In ga drži. Seattle ostaja prizorišče spopadov, vendar je popolnoma obkoljen. Skupno oporišče, Lewis McChord, je bila ponovno zavzeta. Čistilne operacije pa potekajo skozi industrijske koridorje Tacomaja, kjer odstranjujejo ostanke zgodnjih spopadov.
Za frontnimi črtami načrtovalci ne tvegajo ničesar. Začenjajo ustvarjati utrjen obroč, ki sega daleč onkraj celinskega dela Združenih držav Amerike. Severna Amerika bo postala trdnjava. Okrepitve prihajajo na Guam, Havaje in Porto Riko. Panamski prekop je pod popolno vojaško zaščito v sodelovanju s panamskimi oblastmi. Logistika se lahko nemoteno premika med oceani. Po vsem Karibskem morju in Mehiškem zalivu nadzorni in patruljni čolni spremljajo pomorske poti in zapirajo vse preostale vrzeli v nadzoru. Aktiviran je pakt iz Rija, kar razširi vojno v celovit varnostni okvir. Kanada, ki je že popolnoma zavezana, okrepi Vancouver, ki je utrjen proti nadaljnjim pritiskom na obalo. Nova Škotska je vključena v patruljne poti Severnega Atlantika. Mehika na poti elitne enote za boj proti kartelom, da zavaruje svojo severno mejo. Prav tako sodeluje z ameriškimi enotami, ki delujejo v Kaliforniji. Južneje Brazilija in Kolumbija zagotavljata baze za izvidniške polete in pomorsko oskrbo z gorivom. Doma vesoljske sile začnejo dokazovati svojo vrednost. Hitro izstreljivi izvidniški sateliti nadomestijo tiste, ki so bili izgubljeni v začetnih spopadih. GPS in komunikacijski sateliti so ponovno vzpostavljeni. Prototipi DARPA za preskakovanje satelitov so pospešeni. Popolnoma nova plast opazovanja zdaj kroži okoli Zemlje. Ob ameriški obali se mreža radarjev z dosegom preko obzorja in zračnih balonov razteza od Baje do Britanske Kolumbije ter ustvarja neprekinjeno sliko zgodnjega opozarjanja. Enote civilne letalske patrulje zagotavljajo pokritost na nizkih višinah, medtem ko civilni operaterji dronov pod usklajenim vodstvom širijo neformalno obalno opazovanje. Lokalne pomorske skupnosti, ribiške flote, zasebni lastniki čolnov in pomožne obalne patrulje posredujejo opazovanje v realnem času v regionalne poveljniške centre. Ni več samo vojska. Tretji teden. V tovarni Ford v Dearbornu v Michiganu zadnji F-150 zapelje s proizvodne linije ob 22:44 v torek. Do sredine se je konfiguracija montaže spremenila. Kar pride naslednje, ni tovornjak. Industrijska moč Amerike je prešla v najvišjo prestavo. Po vsej državi se proizvodne linije skoraj čez noč preuredijo. Civilna proizvodnja se upočasni, saj se tovarne preusmerijo na vojaške pogodbe. Letalske tovarne, ki so se prej osredotočale na komercialna naročila, začnejo v neusmiljenem tempu proizvajati drone, strelivo in letalske komponente. Proizvajalci orožja razširijo delovanje na 24-urno proizvodnjo, saj se proizvodni cilji vsak teden zvišujejo. Ladjedelnice sledijo temu zgledu. V Virginiji, Mainu in Mississippiju so suhi doki polni poškodovanih plovil, ki se vračajo z Pacifika. Popravne ekipe delajo neprekinjeno, krpajo trupe, zamenjujejo sisteme in potiskajo ladje nazaj v uporabo, čim hitreje je mogoče. Starejša rezervna plovila so odstranjena iz skladišča in posodobljena z modularnimi raketnimi kapsulami ter sledenjem groženj na osnovi umetne inteligence. Medtem se nova gradnja pospešuje pod nujnimi vojnimi pooblastili. Porast delovne sile je prav tako dramatičen. Mehaniki, inženirji, jezikoslovci, kibernetski strokovnjaki in logistični načrtovalci so vsi najprej vpoklicani v službo. Toda še preden se uvedejo obvezni nabori, se pred rekrutnimi postajami začnejo oblikovati vrste. Veterani se ponovno vpisujejo, rezervne enote pa se začnejo povečevati. Po vsej državi delujejo vadbene baze s polno zmogljivostjo. In za razliko od mnogih narodov, ki so se borili v dolgotrajnih vojnah, imajo Združene države še vedno svojo največjo strateško prednost – razdaljo. Energija in kmetijstvo ostajata na stabilni ravni, zaradi geografske sreče, da je domovina ostala nepoškodovana. Lakote ali pomankanja goriva ni, vendar se Američani prilagodijo. Gorivo je na obroke. Nepotrebna potovanja upadajo. Skupnosti organizirajo lokalne akcije podpore. Zmagovalni vrtovi se pojavijo na dvoriščih in praznih zemljiščih, ne zato, ker bi bili nujno potrebni, ampak ker simbolizirajo nekaj večjega. Invazija je pretresla državo. Odziv jo začenja spreminjati. Medtem so laboratoriji Pentagona s črnim proračunom postavljeni v središče pozornosti. Projekti, ki so bili leta skriti za tajnimi proračuni, so postali nujne vojne potrebe. Eksperimentalni droni se pojavijo nad bojiščem. Napredni sistemi umetne inteligence pregledujejo gore podatkov in pomagajo poveljnikom ciljati strateške objekte. Val inovacij ni omejen le na vladne objekte.
Silicijeva dolina se skoraj čez noč preusmeri. Zagonska podjetja se znajdejo pri reševanju vojaških problemov. Logistični algoritmi optimizirajo premikanje goriva, streliva in osebja na tisoče milj daleč. Programski inženirji tekmujejo, da bi komunikacijska omrežja naredili neprebojna za motnje. Ekipe za kibernetsko varnost delajo neprekinjeno in krpajo ranljivosti takoj, ko se pojavijo. Zaveze kolektivne obrambe NATO so zdaj v celoti aktivirane. Zavezniške ladje se pridružujejo patruljam čez Atlantik, medtem ko evropske letalske sile povečujejo razporeditve v Severno Ameriko in na arktične baze. Skupne vaje postanejo skupne operacije. Izmenjava obveščevalnih podatkov je skoraj trenutna. Po vsem Pacifiku ameriški zavezniki preidejo iz podpore v partnerstvo. Avstralija in Japonska postaneta ključna partnerja koalicijskih prizadevanj, razširjata nadzor in varujeta pomorske poti. Hkrati se začnejo povečevati gospodarski pritiski. Sankcije se razširijo daleč preko začetne koalicije. Države, ki so prej skušale ostati nevtralne, se začnejo oddaljevati od agresorjev. Trgovinske pogodbe potečejo. Finančna omrežja se vse bolj zapirajo. Diplomatski odnosi se krhajo. Gospodarske posledice vojne začnejo prizadeti kraje daleč od bojišča. Sovražnik je mislil, da lahko zlomi Ameriko. Motili so se. 4. teden. Učiteljica v Portlandu prilepi ročno narisan zemljevid pacifiškega severozahoda na steno svoje učilnice. Nesnamega. Šole so se ponovno odprle, a stvari so drugačne. Vaje za izredne razmere so tako rutinske kot požarni alarmi. Varnost je povsod strožja. Na univerzitetnih kampusih se povečuje vpis v ROTC. Vojna je postala del vsakdanjega življenja. Zastave se pojavljajo v oknih, so bila leta prazna. Konflikt je spremenil državo. Načrtovalci obrambe so še vedno prepričani, da je sovražnik, ki je stisnjen v kot, nevaren sovražnik. Obveščevalni analitiki še naprej iščejo znake povračilnega napada ali prikrite operacije. Po vsej državi obkrožajo vsako večje mesto sistemi Patriot, THAAD, Aegis Ashore in NASAMS. Radarski zasloni žarijo skozi noč. Vsak dostop do celine je nadzorovan in spremljan. In na pacifiškem severozahodu ostaja najbolj vidna brazgotina vojne. Seattle ni več v nevarnosti, da bi padel, vendar ni v miru. Mesto ostaja pod strogim nadzorom, obkroženo z varnostnimi silami in pod stalnim nadzorom, medtem ko se nadaljujejo sanacijske in čistilne operacije. Edina stvar, ki se ne vrača v normalno stanje, je obrambna drža. Ta je zdaj stalna. Trdnjava Amerika je postala resničnost. Do konca 4. tedna, mesec dni po sovražnikovem nesrečnem napadu, ameriške sile še vedno pridobivajo zagon. Oskrbevalne linije se raztezajo čez celino. Tovarne delajo podnevi in ponoči. Zavezniki se še naprej združujejo. Vojna morda še ni napisana do konca, a smer zgodbe ni vprašljiva. Ne glede na to, kaj sledi, pogajanja, zlom, stopnjevanje ali nemiren mir, je pobuda zdaj v rokah Združenih držav Amerike. Napadalci ne napredujejo več, temveč se odzivajo. Invazija na Seattle naj bi pretresla svet in ga je, vendar ne tako, kot so si zamislili njeni načrtovalci. Pričakovali so strah. Namesto tega so naleteli na odločnost. Pričakovali so razdor. Namesto tega so naleteli na enotnost. Pričakovali so, da se bo Amerika zlomila zaradi vojne na lastnih tleh. Namesto tega so prebudili vso moč naroda. Sovražnikova flota je bila uničena. Njihove elitne sile so bile premagane. Napad je v nekaj urah spremenil svet, a odziv ga je spremenil za dolga leta. Vojaški zgodovinarji bi desetletja analizirali operacijo in iskali trenutek, ko je šlo kaj narobe. Nekateri bodo izpostavili preveč raztegnjene oskrbovalne linije, drugi pa neuspeh pri zagotavljanju pomorske premoči. Spet drugi bodo poudarili prepričanje, da bi lahko omejena okupacija preživela proti industrijski, geografski in politični moči Severne Amerike. Kar se je začelo kot poskus premika ravnotežja moči, je postalo študija primera strateškega precenjevanja. Kampanja, ki je osvojila naslovnice, zavzela ozemlja in pritegnila pozornost sveta, je na koncu ugotovila, da je te pridobitve težje obdržati, kot jih osvojiti. Najtežji del invazije na Ameriko ni bil vstop, temveč izstop. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o naročilu in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji Map Pack.